Pozdravljeni. Po zmagi Lewisa Hamiltona na veliki nagradi Barcelone smo slišali razne teorije, kako je postal sedaj voznik Ferrarija kandidat tudi za skupno zmago v letošnjem svetovnem prvenstvu. Je to res? In kaj v resnici lahko pričakujemo, pa kot običajno v naslednjih minutah. Po veličastni zmagi Lewisa Hamiltona na veliki nagradi Barcelone smo lahko v raznih medijih zasledili malce drzne teorije o tem, kako je ta britanski šampion kar naenkrat postal upravičeno kandidat za borbo za končni naslov. In treba je povedati, da razumem, kako navijači Lewisa Hamiltona in podporniki skuderije Ferrari odkrito verjamejo v to. Namreč jasno je, da onemu, ki navija, je glavno upanje, je glavna želja, so glavna čustva. A tu na kanalu Badger's Way gledamo na zadeve morda z malce drugačnega zornega kota in marsikdaj pridemo tudi do odprtega konflikta s tistim, ki ne gleda na zadeve tako kot mi tukaj. Ampak ali je Lewis Hamilton po veliki nagradi Barcelone pokazal, da je glavni izzivalec Andreja Kimija Antonellija? A res, po eni strani je Lewis Hamilton drugi na skupni uvrstitvi, ampak ga to po 7 velikih nagradah umešča v sam vrh za boj. Namreč nekateri gledajo na določene podatke samo iz tistega zornega kota, ki potrjuje njihove želje. In nažalost danes imamo cel kup piscev, avtorjev, analitikov, ki dobesedno pihajo na dušo navijačem skuderije Ferrari, samo zato, da bi imeli popularnost, samo zato, da bi imeli gledanost. Ampak, če pogledamo zadeve malce širše, bi lahko ugotovili, da marsikdaj pretiravajo in nato sledijo velika razočaranja. Sedaj vas bom iskreno vprašal, ali ste imeli v lanski sezoni Maxa Verstappena za glavnega antagonista obeh McLarenov za končni naslov? Ne govorim nekako od poletnega premora naprej, ampak od začetka lanske sezone. Zakaj je to tako pomembno? Namreč, če vzamemo 7. lansko dirko za veliko nagrado Emilia Romagna na znameniti progi v Imoli, je zmagal seveda to dirko Max Verstappen in bila je njegova druga zmaga v lanski sezoni. A na lestvici je na vrhu bil Oscar Piastri. Do tistega trenutka je zbral 146 točk. 13 točk za njim je bil Lando Norris, ki jih je zbral logično 133. In Max Verstappen je bil lepo tretji, 124 točkami, torej je za Piastrijem zaostajal 22 točk. In dajmo si to zapomniti, namreč 22 se nam lahko zdi mnogo ali pa malo, a ni važno. Verjetno je že marsikdo sedaj razumel, v katero smer bo tekla moja analiza. Po 7 dirkah za veliko nagrado je seveda na vrhu lestvice Andrea Kimi Antonelli. Zbral je 156 točk oziroma 10 točk več kot Piastri lani. Na drugem mestu je Lewis Hamilton, ki ima 115, torej 41 točk manj. In če pogledamo lani, Max jih je zbral na enakem številu velikih nagrad
22 manj kot vodilni. In lani na začetku sezone smo ga imeli še malce za outsiderja. George Russell na 3. mestu jih ima v tem trenutku 106, torej še 9 manj kot Lewis Hamilton, ampak vsaj kar se tiče velike nagrade Monaka, so še tu protesti in videli bomo, ali bo ta razlika res prava. V glavnem, razni pisci, razni mediji stavijo Lewisa Hamiltona kot glavnega antagonista Antonelliju, čeprav ima malce zaokroženo, predvsem navzgor, približno 2-krat tolikšen zaostanek, kot ga je imel Max Verstappen lani do Oscarja Piastrija. In da ne govorimo, zaostajal je na primer 11 točk za prvakom Landom Norrisom v tisti sezoni. In tu bi lahko dejali, da mnogi avtorji ustvarjajo vzdušje, ustvarjajo hype, ustvarjajo neka pričakovanja, ki morda lahko tudi so malce pretirana. Rad bi vas tu opozoril na nekaj, namreč zakaj je Lewis Hamilton do tega trenutka zbral takšno impresivno število točk. Najprej je treba povedati, da Lewis Hamilton je edini na štartnem razporedu, ki je do tega trenutka točke dosegel prav na vsak dirkaški vikend. Medtem ko drugi so imeli težave, odstope, zasedli so mesta, ki ne vodijo do tistih točk, ki se na koncu seštevajo, in seveda to je nekaj pomembnega. Verjamem, da marsikateri navijač scuderie Ferrari bo dejal, da bomo videli tudi pri Mercedesu še več odstopov, kot smo jim bili priča do tega trenutka. In res je. Namreč videli smo težave z baterijo pri Antonelliju, pri Russellu, pri Norrisu in morda v bližnji prihodnosti se bo tudi kaj takega še zgodilo. Ampak po drugi strani, ali ste prepričani, da bo Lewis Hamilton lahko vztrajal s takim ritmom brez odstopov, brez težav do konca sezone? Namreč kao, da je na drugem mestu in zaostaja za 41 točk, je tudi posledica tega, da so drugi beri Andrea Kimi Antonelli odstopili, če ne bi bila razlika večja. In sedaj, ne trdim, da Lewis Hamilton je slab, ne trdim, da ni dosegel fantastičnih rezultatov, čeprav njegova zmaga na veliki nagradi Barcelone je zgodovinska zanj, ampak zagotovo ne za scuderijo Ferrari. Je zmaga kot katerikoli druga zmaga v njihovi bogati zgodovini. Ampak tu je treba dodati nekaj pomembnega. Namreč na koncu je seveda prvak tisti, ki doseže višje število točk. Andrea Kimi Antonelli do tega trenutka je dosegel 5 zmag, kljub odstopu. In treba je poudariti, da bomo težko videli, da bo Lewis Hamilton vzdržal tak ritem pri vzdržljivosti. In to pomeni, da se bo razlika lahko izjemno hitro povečala. Rad bi vas spomnil na nekaj. Max Verstappen je postal glavni izzivalec Landa Norrisa lani na veliki nagradi Italije, ki je bila, vsaj po mojem mnenju, ena izmed tistih dirk, ki si res zasluži ime zgodovinska, glede tistega, kar je pokazal Max. Predtem je bil neke vrste outsider, ki je vztrajal tam zraven, ampak ni bil glavni antagonist ne enemu in ne drugemu vozniku McLaren. In kot sem povedal, po 7 dirkah za veliko nagrado na začetku lanske sezone je za vodilnim Piastrijem zaostajal 22 točk. In tu pa vidimo, kako je Lewis Hamilton za vodilnim Antonellijem celih 41 točk. Tako da v razmislek. Ne toliko, da navijate za svojega idola in da podpirate svojo najljubšo ekipo.
To je dobro, to je zaželeno, ampak bodite pozorni predvsem na to, kaj vam razni avtorji, razni mediji ponujajo. Enostavno je dejati, da Lewis Hamilton je drugi na lestvici, ampak potrebno je pogledati tudi, kakšna je razlika. In potrebno je seveda situacijo primerjati z tisto, ki smo ji bili, na primer, priča lani. In želim si, da bi bil Lewis Hamilton tako uspešen kot Max Verstappen v lanski sezoni, kajti to bi nam, navdušencem, pa ne glede za katero barvo navijamo, dalo ogromno. Ampak bodimo realni in ne pretiravajmo ne v eno in ne v drugo smer. Hamilton je pokazal, da si zasluži biti v Formuli 1. Hamilton je pokazal, da zna voditi ekipo kot je Ferrari, ampak Hamilton do tega trenutka ni še tako blizu, da bi lahko resno začel ogrožati Andrejo Kimija Antonellija. Zgoditi bi se moralo vsaj še dvakrat tisto, kar smo videli na veliki nagradi Barcelone. Torej odstop Antonellija in zmaga Hamiltona. Nekaj so želje, ampak tu moramo biti res iskreni, kakšne možnosti so, da se bo kaj takega ponovilo, na primer na naslednjih 2 dirkah. Vsak si lahko odgovori na to sam. In tistim, ki vam prodajajo takšne malce prenapihnjene zgodbe, je treba povedati, da pač žal malce pretiravajo. Ali zaradi tega, ker hočejo biti popularni, ali pa zaradi tega, ker so zaslepljeni s svojim navijaštvom in ne dajo prostora svoji strokovnosti. Ampak takšen je svet. Za danes pa, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.